Lepo pozdravljeni na današnjem svečanem večeru, na našem pravzaprav osrednjem dogodku, torej osrednjem dogodku Društva slovenskih književnih prevajalcev, ki ga danes nekako obeležujemo in proslavljamo tukaj na Vodnikovi domačiji v Ljubljani, kar me zelo veseli, kajti Vodnikova domačija je že pri več dogodkih, predvsem pa pri dogodkih, ki predstavljajo zaklade slovenske prevodne književnosti, nekako povezana z nami že več let. In prav letos, mislim pa, da dejansko prvič podeljujemo tukaj Sovretovo nagrado za leto 2022. In da poleg tega uvodnega pozdrava povem še, da so bile za letošnjo Sovretovo nagrado nominirane 3 prevajalke s 3 kompleksnimi deli z odličnimi prevodi, in sicer so bile to Clarisa Jovanović z romanom Agrigento, grškega avtorja, tukaj pa rabim plonkec, Kostasa Hatziandonija, ne vem, če sem prav izgovorila, se opravičujem, Dušanka Zabukovec z romanom Wolfhall, Hilary Mantel, in Katja Zakrajšek z romanom Dekle, ženska, drugi, Bernardine Evaristo. In strokovna komisija v sestavi Štefan Vevar, predsednik, Vasja Bratina, Saša Jerele, Maja Šučur in Marjanca Mihelič je za prejemnico letošnje Sovretove nagrade izbrala prevod romana Bernardine Evaristo, in sicer prevajalko Katjo Zakrajšek. Zdaj pa na oder vabim predsednika, že omenjenega predsednika komisije, doktorja Štefana Vevarja, da prebere utemeljitev. No, kot ste slišali, se je nagrada nasmihala 3 prevajalkam, nasmehnila se je pa samo eni, a ne? In v tem je njena veličina, v tem je njena tragika, po svoje tragika za tiste, ki so ji bili tako blizu, pa je potem niso prejeli. In hkrati pa ta drobna rečenica kaže na literarno moč slovenščine, ki s tako drobno diferenco v izrazu lahko izrazi tako veliko razliko v končnem pomenu. Zdaj bi pa prebral utemeljitev. Literarna prevajalka in komparativistka Katja Zakrajšek se posveča prevodom iz angleščine, francoščine in portugalščine. Posebej jo veseli raziskovanja prevodno manj zastopanih literarnih tradicij. Da bo nekoč sodila med najboljše slovenske prevajalke, je opozorila že leta 2008, ko je prejela nagrado Radojke Vrančič za prevod romana Knjiga soli Monique Truong. Vmes pa so se na njeni prevajalski mizi med drugim znašli avtorji, kot so Machado de Assis, Kristova Oteza, Adriana Lisboa, Marie Niaye, Nataša Apanah, Ken Bugul, Fiston Mwanza, Mujila in Ngugi wa Thiong'o. Leta 2017 je za prevode pesmi Worcestershire pripadel tudi Lirikonov zlat. Eno njenih zadnjih prevodnih raziskovanj, roman Dekle, ženska, drugi, ki je britanski pisateljici Bernardine Evaristo prinesel tudi nagrado Booker, je roman kolektiva, in sicer predvsem skupnosti temnopoltih žensk in spolno nebinarnih oseb. V skladu z žanrom kolektivnega romana je tem junakinjam sicer skupna izkušnja bivanja v sodobni Veliki Britaniji, ki jo še vedno zaznamujejo rasizem in mizoginija ter homo- in transfobija, a romaneskna pripoved, ki ni podrejena kronološkemu in generacijskemu sosledju, ta žanrski vzorec hkrati presega. Avtorica je namreč poskrbela, da bralec pobliže spozna življenje prav vsake od 12 protagonistk,
Na vse zadnje jim skupno ostaja tudi to, da so si med sabo tako različne. Avtorici je večjo izrazno svobodo in posledično drugačen način zapisovanja miselnega toka vsake posameznice omogočil vznemirljiv premik proznega pisanja proti prostemu verzu. Sama je svoj inovativni slogovni pristop poimenovala fusion fiction, saj se pri njem premi in odvisni govor medsebojno spajata in si povedi sledijo brez pik na koncu stavkov. Da te junakinje tudi v slovenskem prevodu domala zlezajo v jezik in ta funkcionira na njihovi valovni dolžini, ves vpet v funkcijo njihove psihologije, medsebojne interakcije in njihovega dojemanja sveta, zato je z redkim spojem discipliniranosti in sproščenosti poskrbela Katja Zakrajšek. Spopasti se je morala s precejšnjim izzivom, ki je obsegal slovenjenje različnih karibskih in afriških različic angleščine ter angleških slengov, česar se je lotila s tolikšno mero rahločutnosti, da bralec nima občutka, da bere prevod, temveč izvirnik. Nadalje se v njenih živih, sočnih prevajalskih rešitvah tudi mešanje navadno nezdružljivih jezikovnih plasti, zbornega jezika in primisij pogovornega, pocestnega sociolekta skupaj z vulgarizmi, ne da bi se prevajalka po nepotrebnem odrekla jezikovnim standardom, kaže kot izjemna vrlina. Skrbno je izbirala široko rabljene, bujne slovenske idiome, najraje tiste, ki podpirajo komični ali ironični kontekst, naprimer menjati partnerje kot gate, dišati kot rožica, pogovorno besedišče, denimo panksi, zažigati, klicariti in slovnične oblike, kratki nedoločnik. Spretno jih je mešala z novimi skovankami iz sodobnega življenja, recimo birkenštokice, z ustaljenimi anglicizmi, imič zmešane stare babe, dredi ali skalki, ki so vezani na drugo kulturno okolje, denimo pitje americano, karamelni latte. Tenkočutno pa je varirala tudi sopomenke, spretno vijugala denimo med ata in očka, puzzle in bar, ter učinkovito izrabljala besedne igre in humorne učinke. Prištejmo še paleto natančno razdelane terminologije, vezane na raznorodno skupnost britanskih temnopoltih oziroma afriške diaspore, na drugi strani pa na lezbično, biseksualno in nebinarno spolno identiteto in skupnost, in sklenemo lahko, da se prevajalka počuti enako doma tako v izvornem kot ciljnem jeziku, hkrati pa lahko na vsakem koraku zaznamo njen študiozni, raziskovalni pristop, iz katerega veje spoštljivo prisluškovanje, iskreno zanimanje za vse te usode večkratnih obstrank, pripadnic marginaliziranih skupin, ki jih spremljamo v vseh mogočih legah med neodvisno sceno in mainstreamom, med izkušnjami in bitkami starejših in zaostrenimi pozicijami mlajših aktivističnih generacij. Gre po vrhu za romaneskni tekst, ki kar kliče po glasnem branju, tipičnem za dramska besedila, in to nedvomno velja tudi za slovenski prevod. Delo Katje Zakrajšek namreč odlikuje živahen ustvarjalni zamah, ki v tem jezikovno zvrstno, izjemno razplastenem in inventivno strukturiranem besedilu razpre barvito pahljačo jezikovnih odtenkov in oblik, hkrati pa se z veliko eleganco izogne skušnjavam po odmiku od vodil literarnega prevajanja. Mnoga je prevajalka artikulirano opisala tudi v odlični spremni besedi. Komisija je ob povedanem mnenja, da si Katja Zakrajšek zasluži Sovretovo nagrado za leto 2022. Hvala.
Čestitke. Lepo pozdravljeni, lepo pozdravljene. Čestitke, Katja, tudi z moje strani. Hvala. A bi mogoče par besed, še preden začneva z bolj neformalnim delom. Ob tej nagradi ponavadi damo vseeno nagrajencu ali nagrajenki možnost, da pove, kako se počuti ob takem dosežku. Ja, kako naj rečem, človeka nas pravi ravno v žalost, ne? Jaz sem seveda zelo vesela stanovskega priznanja in še posebej vesela zato, ker je prišlo ravno za ta roman, ki mi veliko pomeni kot bralki in potem tudi kot prevajalki in v katerem se nekako združujejo rdeče niti mojih bralskih pa tudi prevajalskih zanimanj. In tako je nanesla, tako se je poklopila, da proslavljamo ravno ta roman. No. To se mi zdi res lepo. Ker saj se je videlo, ne, že prej, osredotočam se precej na nekatere afriške književnosti, afrodiasporske pisave, po drugi strani sem zelo navdušena, kadar prevajam pisateljice. Zelo veliko mi je do tega tudi, da prevajam glasove in zgodbe oseb z raznolikimi spolnimi identitetami, skratka pač vsa ta te različne, zanimajo me te različne osi drugačenja, marginalizacije, diskriminacije in upiranje tem stvarem, tudi na umetniškem polju. Seveda se umetnost ni ločena od družbe in vse to je dejansko prepleteno v tem romanu. V bistvu je roman o ogromno stvarih. No. Mislim, da sva imela največjo težavo z urednikom v bistvu na kratko povzemati, o čem govori, ker je tako roman o vsem. Zdaj si naredila že en tak odličen uvod. Mislim, da smo že prej slišali, leta 2008 si dobila nagrado Radojke Vrančič in spomnim se, da mi je kolega nedavno rekel, že takrat je bilo očitno, da ima izjemen talent in da bo še ogromno dosegla. To je bilo 14 let nazaj. 28 let, mislim, da si bila stara, plus minus. Bo držala. Ja. A si že takrat vedela, da se boš tako intenzivno posvečala prevajanju, a si znala predstavljati, kakšni izzivi so pred tabo, kaj je tisto, kar te sploh motiviralo pri potem nadaljni poti? Na prvo vprašanje ja, na drugo verjetno ne. Se pravi, že takrat sem v bistvu bila prevajalka po poklicu, ne, mislim, da ravno tisto leto sem tudi odprla status samostojne prevajalke. No. Tako da to je že takrat definitivno bil plan. Mislim pa, da se v prvih letih in ob prvih knjigah imaš mogoče občutek, da zdaj že nekako veš, kako stvari stojijo in kje so lahko izzivi, kje so lahko tudi pasti, ampak mislim, da te potem, vsaj če prevajaš zanimive knjige, vsaka nova knjiga znova lahko preseneti. Ne? In, tako da ne, gotovo nisem vedela, kaj me še čaka. Vedela pa sem, to pa prav gotovo, da si želim čim bolj, kadar le imam priložnost prevajati, pač, kot je bilo že povedano v obrazložitvi, glasove iz manj zastopanih literarnih prostorov, to pa prav gotovo, ker sem že v osnovi, že s prvo knjigo kot prevajalka izhajala iz tega, da to je bil roman afriškega, slonokoščeno-obalskega pisatelja takrat. Ne. Izhajala sem iz tega, da sem študirala primerjalno književnost, ne bi nekaj vedela o svetovni književnosti, pa je tukaj ena cela literarna celina, afriška, o kateri ne vem popolnoma nič.
In je to ne fair do teh ustvarjalcev in do mene kot bralke. Prevajaš iz angleščine, francoščine, portugalščine. Kje si čisto osebno, sentimentalno najbolj doma? V prehajanju med temi jeziki. Zdaj sem veliko prevajala iz angleščine in že kar pogrešam francoščino in portugalščino. Kaj pa, iz tega, kar si že povedala, vemo, da v resnici ne izbiraš tipičnih naslovov, ne iščeš bližnjic. Kje pa zares iščeš ali pa kje najdeš, kdo so tvoji informatorji, kje najdeš kandidate, ki naj bi se znašli na tvoji prevajalski mizi? Nimam sistema, v tem sem v bistvu precej kaotična, lahko rečem. Zanima me ogromno različnih stvari in potem, kadar se poklopi navdušenje nad eno knjigo in tudi uredniško zanimanje, nastane prevod, ampak na zelo različne načine, tako da mislim, da nimam enega muštra, kako izbiram. Ampak res pa poskušam nekako slediti temu, da je knjiga v izvirniku, ne, da ima izvirnik sam neko težo v lastnem prostoru, da lahko nekaj čim več prinese tudi v naš prostor, a ne? In da me tudi osebno nagovori. Vsaj angleška ali pa angloameriška književnost, pa francoska, pa tudi v končni fazi portugalska, to so v bistvu neke take dolge, monumentalne tradicije. Koliko pa imajo za njih posluha ali pa koliko o njih vejo, skratka v teh manjših, ki jih ti zbiraš, slovenski uredniki? V tem času, se pravi nekje od leta 2004, ko sem predlagala svojo prvo knjigo, se je res veliko spremenilo na tem področju. Veliko se je pa spremenilo tudi zato, ker se je na enem globalnem literarnem prizorišču v tem času veliko spremenilo za literarne Afrike in za afrodiasporske književnosti. Ko sem jaz začela, je bilo to vse absolutna eksotika. Čeprav smo prej že imeli eno lepo tradicijo prevajanja in izdajanja književnosti tretjega sveta, ne, se je takrat reklo, vključno z afriškimi in konkretno predvsej z frankofonskimi književnostmi iz Afrike. Seveda, ko smo nehali biti del Jugoslavije, smo potem zavrgli tudi te kulturne mreže in mreže literarnih izmenjav, ki so prišle z gibanjem neuvrščenih, in takrat se je to nekako pozabilo, tako da smo takrat okrog začetka tega tisočletja v bistvu začenjale znova nekoliko izumljale tudi toplo vodo. Medtem ko zdaj, ravno mi je šel roman nigerijske pisatelja, pravim tako zato, ker gre za nebinarno osebo, za predstavnika nove, zdaj v zadnjem času je eksplodirala nigerijska LGBT literarna scena in nigerijsko-diasporska, in to je en glas z tega res vznemirljivega literarnega polja, ki se je naenkrat odprlo. In tega naslova nisem našla jaz. Kaj takega, mislim, da bi bilo pred 15 leti povsem nezamisljivo. To je našla založba. Tako da mislim, da vseeno počasi napredujemo. Upam, da tudi v širjenju bralskega zanimanja, da pač ti teksti ne ostajajo samo v neki niši nekaj za specialiste, nekaj za zraven, ne. Konec koncev, tako kot gre za družbe, ki niso zunaj našega sveta, ampak del njih, tako so pisave, ki jih te družbe producirajo,
ravno tako del našega sveta in so pisave, ki jih producirajo razne družbene manjšine v Evropi, ne, ravno tako del naše Evrope. Tako da upam, no, tudi, in zdaj, če se vrnem k nagradi sami, upam, da bo to tudi reklama za to knjigo, da se jo bo predrznil vzeti v roke tudi kdo, ki mu ali pa ji mogoče ni, ki si ne predstavlja čist, zakaj bi brala zgodbe o temnopoltih Britankah. Če sem prav razumela, tudi konkretno Dekle ženska, drugi, je skratka založba tebi predlagala. Založba je našla tebe, ali si ti našla založbo? To sem pa jaz predlagala. Takoj se mi je zdelo, ko sem jo prebrala, da je to knjiga prav za to zbirko, da je to avtorica prav za to zbirko. Potem smo še malo razmišljala z urednikom Aljošo Harlamovom, ali kako bi ta knjiga pravzaprav se preselila k nam, ne, kako bi se prijela, na kar se je izkazalo, ne samo, da je postala precej nepričakovano, saj nepričakovano strani založnikov, velika taka obča uspešnica v Veliki Britaniji, mislim, prodajna uspešnica, ne, knjiga z nišno vsebino in eksperimentalno formo, ne, je postala prodajna uspešnica, prosim. In hkrati sem opazila, da jo kar veliko bralcev, ki jih poznam tukaj, da je zagrizlo vanjo, pa so ali rekli, da je krasna, že v angleščini, ali so pa rekli, da so odnehali, ker je prezahtevna. In mislim, da je bila na koncu odločitev po nekaj tehtanja, da poskusimo, ne, da vidimo, kako se obnese, da je bila pravilna, ker že med samim prevajanjem je tudi veliko ljudi reklo, da komaj čakajo na to knjigo. Naslednje vprašanje bo špekulativne narave. Bernardina Evaristo je za to knjigo dobila Bookerja skupaj z Margaret Atwood za Testamente. To je bilo leta 2019. Že 2019 smo Testamente, kolikor sem danes preverjala na Kobisu, že imeli v slovenščini. Na to knjigo smo čakali 2-3 leta. Še vedno uspeh, ampak a bi rekli, da gre zgolj za založniško špekulacijo, za to, da so Testamenti deklina zgodba, sami po sebi komercialna uspešnica. V bistvu samo razmišljam na glas. Ni bilo kakšnih posebnih zavor v tem procesu za roman Bernardine Evaristo. Verjetno je pri Margaret Atwood šlo preprosto zato, da je bila založba že v momentu, ko so Testamenti išli, ali pa ko se je vedelo, da bojo išli, ne, da so se že odločili za prevod. Nekako zelo logično, ne, da so angažirali prevajalko, ki si je potem tudi rezervirala čas na svojem prevodnem koledarju in tako naprej. Tukaj je šlo pa za interakcijo med mojim razpoložljivim časom in razpoložljivim prostorom v tej zbirki. Ne, lahko bi knjiga eventualno izšla prej, če bi izšla mimo modernih klasikov, ne. Ampak se je zdelo smiselno tudi v imenu širjenja literarnega kanona, ki je tako za avtorico kot zame, pa tudi mislim, da lahko rečem za Aljošo, en zelo pomemben moment, ne, našega literarnega udejstvovanja, da se je nekako smiselno zdelo pač tudi na to počakati. Ne. Velja. A smem predlagati, da nas malo opelješ z branjem v samo pripoved? Mogoče je med nami še kdo, ki knjige ni prebral, čeprav zelo dvomim. Tale uvod, ne. Ama gre sama po promenadi ob reki, ki deli njeno mesto na dvoje. Mimo počasi pluje par zgodnjih tovornih ladij. Na levi ima pristaniško navdahnjeno brv za pešce. Hodnik je kot ladijski krov in piloni kot jambori. Na desni ima vkljuk reke, ko zavija na vzhod onkraj Waterloojskega mosta in proti kupoli svetega Pavla.
Čuti, ko vzhaja sonce in je zrak še svež, preden bo mestu od vročine in izpuhov zastala sapa. Nekje naprej na promenadi violina igra nekaj primerno spodbudnega. Amina igra, poslednja dahomejska Amazonka, bo danes v Nacionalnem doživela premiero. Spominja se svojih gledaliških začetkov, ko sta s kompanjonko Dominik zasloveli po izgredih na predstavah, ki so žalile njun politični čut. Njuna močna, igralsko izurjena glasova sta iz ozadja parterja dosegla vsako uho, na kar sta se hitro izmuznili. Menili sta, naj bo protest javen, naj pomeni motnjo in naj tistim, ki jim je namenjen, pošteno stopi na živce. Spominja se, da je režiserju, ki so mu v predstavi pol gole črne ženske tekale gor in dol po odru kot kure brez glave, na betico zlila veliko pivo, je ucvrla po ozkih uličicah Hammersmitha in tulila od smeha. Ama je potem več desetletij prebila na neodvisni sceni, kot odpadnica z ročnimi bombami obmetavala institucije, ki so jo odrekale vstop, dokler ni tisto, kar je bilo prej radikalno, začelo pronicati v mainstream in ji vlilo upanje, da se mu bo pridružila. Kar pa se je zgodilo šele, ko je mesto umetniške vodje v Nacionalnem pred 3 leti prvič zasedla ženska. Po vseh nehvala, ki jih je preposlušala od njenih predhodnikov, je zazvonil telefon ravno po zajtrku nekega ponedeljkovega jutra, ko se je življenje prazno razprostiralo pred njo, brez obetov, razen TV dram na spletu. Enkraten tekst, nujno, bi nam ga tudi režirala, vem, da je na hitro, ampak bi se lahko ta teden mogoče dobili na kavi. Še malo nadaljujem. Ni se še pripravljena odreči cigaretam, pa se nasloni na zid proti reki in eno prižge, zameri si. Njeni generaciji so oglasi dopovedovali, da bodo cigarete iz njih naredile zrele, glamurozne, energične, pametne in nasploh sanjske frajerje. Nihče jim ni povedal, da bodo v resnici iz njih naredile trupla. Ozre se na reko in čuti, kako ji topel dim zdrsi po goltancu. Pomirja živce in se trudi zajeziti kofeinski val adrenalina. 40 let premier pa je še zmeraj zvije. Kaj pa, če jo bodo kritiki raztrgali? Če jo bodo vse ocene po vrsti odpravile z eno zvezdico, češ, kaj je tistim v velikem Nacionalnem padlo na glavo, da so spustili noter to blefersko zgubo? Seveda ve, da ni bleferka. Napisala je 15 dram in jih režirala čez 40. In kot je pisala v neki kritiki, Ama Bonsu nikoli ne odpove, srečno izpelje tudi tvegane manevre. Kaj pa, če so bile stoječe ovacije občinstva na predpremierah samo iz prijaznosti? Daj no, Ama, taka nabrušena stara sablja. V takih trenutkih Ama pogreša Dominik, ki jo je že zdavnaj pobrisala v Ameriko. Njen karierni preboj bi morali doživeti skupaj. Spoznali sta se v 80-ih na audiciji za celovečerec, ki naj bi se dogajal v ženski ječi, kje pa drugje. Obe sta bili razočarani, da jo potiskajo vloge raznih suženj, služabnic, prostitutk, varušk ali zločink, pa še teh ne dobita. V Pajzlju v Sohu sta robantili nad svojo usodo, tlačili vase cvrtje s slanino nagrmadeno med 2 kosa pocastega belega kruha in ga poplakovali z močnim čajem z mlekom, z ramo ob rami s polnimi delavkami in delavci, ki so svoj posel opravljali na okoliških ulicah. Dolgo preden je Soho postal trendovska gejevska kolonija. Poglej me, je rekla Dominik. In Ama jo je pogledala, na njej ni bilo prav nič ponižnega, materinskega ali zločinskega. Bila je nadkul, neverjetna lepotica, višja od večine žensk, vitkejša od večine žensk, ličnica je imela kot iz brušenega kristala in dimaste oči z gostimi črnimi trepalnicami, ki so ji dobesedno senčile obraz. Nosila je usnje, lase si je strigla na kratko, razen črnega frfruja začesanega na stran in se vozila po mestu z delanim starim tovornim kolesom, ki jo je čakalo priklenjeno zunaj. Ne vidijo, da sem živa boginja, je vzkliknila Dominik. Z ognjevito kretnjo vrgla frfru nazaj, tega jaz ne morem, in zavzela čutno pozo, ko so se pogledi obračali k njej. Ama je bila manjša, z afriškimi boki in stegni. Izrezana sužnja, ji je rekel neki režiser, ko je prišla na audicijo za dramo o osvoboditvi sužnjev. Obrnila se je in odkorakala ven. Dominik pa je vodja castinga rekel, da zapravlja čas, ko je prišla za viktorijansko dramo, ko pa v Britaniji takrat sploh ni bilo črnih ljudi. Zabrusila mu je, da so bili, mu vrgla obraz ignoranta in tudi ona odšla, pa še zelo putnila vrata za sabo. Ama je spoznala, da je v Dominik našla sorodno dušo, da bosta skupaj zažigali in bosta obe
presneto nezaposljivi, ko se bo enkrat razvedelo. Preselili sta se v bližnji pub, pogovor je tam tekel dalje in vino tudi. Ama in Dominik sta ostali, dokler jo niso brcnili ven. Osušili sta celo vrsto kozarcev rdečega. Prišli sta do sklepa, da morata, če hočeta biti igralki, ustanoviti lastno gledališko skupino. Saj se ne ena ne druga ni bila pripravljena izneveriti svojim načelom, da bi dobila delo, ali držati jezika za zobmi, da bi ga obdržala. Pot naprej se je ponujala kar sama. Ideje za imena sta čečkali na trd straniščni papir izmaknjen iz WC-ja. Teater Divjakin je še najbolje izrazil njun namen. Postali bosta gledališki glas, ki bo presekal tišino, ljudem postavili pred oči zgodbe črnih in azijskih žensk, ustvarjali gledališče po lastni meri. To je postal slogan skupine. Po naši meri ali pa nič. Mislim, da ti teža slave dobro dene in da si zasluži en aplavz za to. In mislim, da bi bili Ama in Dominik veseli, da imamo ta pogovor v vodnikovi domačiji, ne pa citiram pred meščanskimi drekači v Nacionalnem. Tvoj prevod. Ta roman obravnava zgodbe ali pa v njem spoznavamo 12 žensk oziroma še eno nebinarno osebo. Moja bližnica je 12 pretežno žensk. 12 pretežno žensk. Skratka, gre za izrazito polifon roman, približno vsako poglavje pravzaprav je naslovljeno z imenom junakinje in potem spoznavamo njeno zgodbo. Kaj je tem junakinjam skupno in kaj jim ni? V kakšnem svetu živijo? Ja, skupno jim je najprej to, da so vsaka zase neponovljiva posameznica, posameznik, da so ne glede na to, da so članice manjšin, ki se jih rado nekako splošči v en sam stereotip, da so pač najprej ljudje, da so najprej to, kar pač same čutijo, da so, in šele potem tisto, kar jih vidijo, seveda tudi to, kar same čutijo, da so določa tudi to, kako jih vidijo drugi. Se to so zelo kompleksne interakcije. In kar imajo še skupnega je to, da čeprav roman govori o predvsej zelo težkih zgodbah, da niso žrtve, ker tudi avtorica sama pravi, ne, da je ne zanima, jo bom citirala, ne zanima nas, da bi nas pisala kot žrtve. Ne. Drugo jih pa v bistvu vse razlikuje tudi, če rečemo, da gre za rasizirane osebe, se pravi osebe, ki jih večinska družba dojema kot rasno druge, ker pač na koži nosijo ta označevalec, ne, ki se ga ne da skriti. Tudi ne drži čisto. Tako da jaz sem se precej časa spraševala ravno zaradi tega, kaj dela za vraga v tem romanu zgodba Penelope, pa ne bom izdala, kaj dela v njem. Sicer so pa generacijsko zelo različne. Meni se zdi ena strašno zanimiva stvar, da ta roman dejansko zaobseže skozi vse te zgodbe, prepletene med sabo. Sem računala enih 120 let, še nekoliko več, se mi zdi, spred zgodbo. No. Skratka, generacijsko so zelo različne so po svojih geografskih izvorih, glede na družbeni sloj, glede na svojo izobrazbo, glede na svojo spolno usmerjenost in identiteto, a seveda so zelo različne po značajih, različne so v tem, kako se pozicionirajo do tega, da so ženske, do tega, da so pač rasno druge, kot rečeno v Veliki Britaniji. Skratka,
In pač skupno jim je to, da so se znašle v tem prepletu zgodb, ki je v bistvu je zaokrožen ne v neko enoten tekst, enotno umetnino, ampak hkrati daje tudi z vsemi stranskimi liki in zgodbami vedeti, da gre samo za izsek, ki je v bistvu precej poljuben, ne, iz neke večje, še veliko širše raznolikosti. V bistvu ravno to je bilo moje naslednje vprašanje in sicer, zakaj je pomembno, da je pravzaprav toliko različnih oseb, da je toliko različnih glasov. Vse bi pa lahko zbrala 3 junakinje, pa bi povedala, recimo, ne vem, bolj poglobljeno 3 zgodbe. Skratka. Lahko bi izbrala eno, ne, pa povedala samo Amino zgodbo. Jaz bi prebrala roman o Ami, ne, po mojem bi mi bil zelo všeč. Ampak avtorica je v bistvu izhajala iz tega, da si želi, da bi rada napisala, nekje rekla, ne, kako napisati zgodbo o 1000 ženskah. Ne. In seveda roman o 1000 ženskah bi bil nekoliko težje izvedljiv in ko je začela to krčiti v nekaj bolj obvladljivega, se je izluščilo potem to zamisel, no, ko je začela krčiti, ne, se je izluščilo potem teh 12 junakin. Tako da to je v bistvu še malo, ne. Gre ji ravno za to, no, kot sem že rekla, da sama ima izkušnja tega, ne, kako se jo pač predalčka v neke stereotipe, kako se potem vidi prej ta stereotip in to, kar se potem od te osebe pričakuje ali pa kar se o njej privzame, ne, kot pa to osebo samo. In ravno zato mislim, da je želela razbiti samo možnost, ne, tega zvajanja na eno zastopnico. Ne. Če bi pisala zgodbo Ame ali pa če bi pisala zgodbo Bumi ali pa če bi pisala zgodbo Carol, v vsakem primeru bi potem to za neko večinsko bralstvo, ne, ta lik nosil neko predimenzionirano breme zastopanja. To je vedno problem z zgodbami manjšin. Ne. To, in tudi z pisateljicami, ki izhajajo iz raznih družbenih manjšin, to breme zastopanja, ne, da si reprezentativen ali pa da je tvoja zgodba reprezentativna za celo skupnost, tako se bere. Seveda ni, ne more biti, ker je znotraj vsake družbene skupine, kakorkoli jo definiramo ali pa dojemamo, pač je vedno v njej velika notranja raznolikost. Ne. In ravno zato je šlo. Po drugi strani je pa tudi, gre pa še za en vidik, namreč za pomen skupnosti, grajenja skupnosti. In tudi v tem smislu je pač ideja, da ima roman tako rekoč kolektivno protagonistko, ne, tudi pomembna. S katero junakinjo si se pa ti najraje družila? Recimo, jaz sem imela super z Bumi, zato ker se mi je zdel, stara je, ne vem, okrog 60, ostala je sama s hčerko, odpre svoj biznis, celo življenje čisti za druge, zdaj bo ona odprla svoje podjetje. In ima diplomo iz matematike. In pri, ne vem, 60. letu na novo, pa povsem na novo raziskuje svojo biseksualnost. Mislim, tako, s katero junakinjo si se pa ti najraje družila? Vse so mi strašno pri srcu, mogoče z izjemo Penelope, ki mi je šla bolj na živce, so mi pa res vse šle, oziroma bom tako rekla, Penelope mi je bila nekako najbolj tuja. V tem smislu je bilo težko prevajati, ker sem najtežje ujela ta njen glas. No? Sicer pa lahko rečem, da so mi bile vse zelo pri srcu, občasno so mi pa vse šle na živce. In to zaradi tega, ker je, in to je tudi ena velikih odlik, po mojem, tega romana, ne. Nobena od teh žensk ni postavljena kot neka vzornica,
ali pa nek ideal. Tudi ne, govorim zdaj o teh osrednjih protagonistih, tudi ne kot pač nek zlobni fant je tukaj ne ustreza, ne? Ampak skratka, ni izrazite negativke, ne? Vse imajo neke zelo zanimive uvide, zelo simpatične momente, seveda imajo pa vse tudi neke slepe pege, imajo svoje napake in se vse te stvari med sabo v bistvu v teh prepletenih zgodbah osvetljujejo, včasih tudi izpodbijajo, iz tega izvira tudi velik del humorja v romanu, ker ne vem, jaz upam, da nisem dala vtisa, ne, ko govorim o tem, o vsem čem resnem ta roman govori, ne, da gre za nekaj zamorjenega, ne, v bistvu se pri branju nehote blazno zabavaš, no, vsaj jaz sem se. In en velik del humorja izvira ravno iz tega, ne, da iz pač človeške nepopolnosti teh likov, ki jih tudi iz razkoraka med tem, kako ti liki vidijo same sebe in kako jih vidijo drugi, ne. In vse to pa v bistvu je obdelano z eno tako, se mi zdi, da za vsem skupaj čutiš tudi eno temeljno naklonjenost, no, ne vem, kako naj drugače rečem, avtorice tem svojim nepopolnim, včasih tečnim, včasih preveč konservativnim, včasih mislim čudaškim ali pa skratka človeško nepopolnim likom. Če se posvetiva malo še temu, kako je roman napisan, mogoče iz tega, kar si ti brala, ni bilo ali pa je bilo očitno, da je ta roman pravzaprav napisan brez velikih začetnic, končnih ločil, da mogoče bolj sledi neki poeziji v prozi ali pa nekemu asociativnemu miselnemu toku. Avtorica uporabi izraz fusion fiction. Kako si ti to brala, kako ti to interpretiraš? Občasno je videti kot vers, potem so daljše pasaže, ki so videti, recimo daljši odstavki, ki so videti bližje prozi in potem spet čisto kratki segmenti, kot tukaj, upam, da se vidi. Tako da res v bistvu pobira orodja, ne samo iz proze, definitivno iz poezije, ne, iz prostega verza. Avtorica ima v tem že veliko kilometrino, no, v bistvu začela je z mislim, da je bila njena prva knjiga pesniška zbirka in je potem napisala tudi več romanov v verzih. Po tretji strani se tekst večkrat bliža kot nekakšnemu dramskemu monologu, bi rekla, no, relevantno. Avtorica je začela v gledališču, ne, in je tudi dala skozi dramsko šolo. In zdaj, kaj je že bilo vprašanje? To je nameraval biti uvod. Zakaj na tak način? Zakaj se ni na nek bolj tradicionalen mogoče? Ja, enostavno pravi, da je že v bistvu vse od začetka, že v teh gledaliških začetkov, ne, v 80-ih letih je bila soustanoviteljica ene podobne skupine, kot je v knjigi tale Teater Divjakin. Je bilo treba za zgodbe, ki so jih želele povedati, najti tudi ustrezne oblike, zato ker forme, ki so jih imele na voljo v britanski tradiciji, ne, enostavno niso bile ustrezne. In to načelo, ne, da je treba za zgodbo, ki jo želiš povedati, ki je drugačna, ne, iznajti tudi primerno obliko, ne, to je pač ostalo. In tukaj je enostavno šlo za to, kot pravi, da se je počutila tako bolj svobodno, lažje je pač ubesedila te like in njihove zgodbe in mislim, da stvar res zelo funkcionira, ker po eni strani omogoča ritmične učinke, pa asociativne preskoke,
pa v bistvu tudi določeno ekonomijo, ne, če ni treba vsega zaključiti, zaokrožiti, tako kot je treba v neki bolj klasično izpisani prozi, da se da v bistvu na nek način mobilizirati tisto gostost, nasičenost poezije v bistvu, verza. Kaj pa ta sistematična nesistematičnost pomeni za prevajalko? Je že to delo? Aha, žur. Okay. Ta vidik pa res. No. Jaz rada lovim te zadeve, ne, kako je stvar speljana ne samo vsebinsko, ampak v smislu ritma, ne, pa tudi kakšnih rim včasih celo, ne, ali pa siceršnjih zvočnih učinkov. Tako da ja, ta del, v tem delu sem zelo uživala. No. Se mi zdi, da podobno kot je pač Evarista sama rekla, da se je počutila v tej formi bolj svobodno, da pove to zgodbo, sem se jaz tudi v bistvu zelo doma, zelo hitro počutila v tej formi, da to zgodbo, te zgodbe prevedem. Seveda se pa potem včasih zaplete. No. Tukaj le sem, čakaj, tole vidim. Recimo s telim zelo, zelo kratkim odlomkom sem imela blazne težave. Scena je taka, da je Dominik ravnokar ušla iz partnerskega odnosa, v katerem je bilo pač veliko nasilja, psihološkega nasilja predvsem, in se zdaj nekako sestavlja skupaj in sedi pri dveh znankah, ki sta jo vzeli k sebi. In potem gre tako, ne. Z Dominik so pozno v noč sedele v toplem sadovnjaku in pile imenitno vino. Bilo je, kakor da popušča sedativ, in začela je prekipevati od energije, nepojmljive, vznemirljive, vračala se je med žive. In jaz sem grozen dolg časa svalkala po glavi ta del, ne. She was hyper, she was high, she was coming back to life, ne. Ker je tako presneto zvočno učinkovit. In če bi bila to neka klasična proza, ne, se človek mogoče ne bi toliko sekiral, ne, ampak to je zaključek, ravno zaključki po glavi so večkrat tako skoraj verzno zašpiljeni, no, in to je en tak precej radikalen primer. Tako da tukaj sem imela izpisanih 1 milijon variant in besed in besednih asociacij in kaj bi zvočno šlo skupaj in potem, da bi bilo pomensko nekako, ne. Ena zelo očitna stvar in tam na tej točki si nas kot žirijo imela totalno na svoji strani, morava se pogovoriti o teh različnih angleščinah, karibska, afriška, čeprav je to zelo preveč širok, nigerijska izraz. Zelo tanka meja je med tem, da lahko zveniš, da prevod lahko zveni zelo učinkovit, morda celo duhovit, pa med tem, da bi dobili ven nekaj zelo pokroviteljskega v najboljšem smislu. Kje iskati zglede, kaj narediti, mogoče pri Bumi, ali kje lahko najdeš en kratek primer, kako se sploh tega lotiti? Ja, mislim, da že od Janka Modra naprej vemo, ne, mislim, vemo. Ali pa on je bil recimo prvi, ki je to eksplicitno opozoril, ne, da neko to tarzansko prevajanje z bizarnimi nedoločniki, ki jih v bistvu nihče ne uporablja nedoločnikov v govoru, sploh tako, kot bi se znašli, da bi jih naenkrat uporabljali ljudje, ki ta jezik slabo poznajo, ne, če pač teh oblik v govoru praktično ni. Skratka, ampak je en ta, skoraj bi rekla, stripovski ali pa karikaturalen vzgib, ne, jaz biti to in to, ne, ki ne samo, da je trapast, da je v bistvu blazno omalovažujoč, ampak je tudi čist jezikovno popolnoma neustrezen.
Tako da recimo, da to smo absolvirali že tam ne z krikom in besom. Ampak kaj dosti naprej od tega pa mislim, da se potem dolgo nismo premaknili. Zdaj konkretno za Bumi, ki se giblje kot študirana Nigerijka ne, med povsem standardno angleščino in nigerijskim pidžinom, ki ga je prinesla s sabo v Veliko Britanijo iz Nigerije, tam nekje v zgodnjih 80-ih bi rekla. No? Skratka, ko je imel pidžin še dosti drugačen status, tudi v sami Nigeriji, kot ga ima zdaj, ko je precej normaliziran, ne, kot en pač čist običajen pogovorni, recimo temu register angleščine, ne, in ko imamo tudi medije, ki uporabljajo nigerijski pidžin in tako. Skratka, takrat je bila situacija zelo drugačna in srečo sem imela, da je že pred mano točno ta problem, točno z nigerijskim pidžinom reševal Andrej Skubic v prevodu, ki je meni še vedno en najboljših prevodov v slovenščino, ravno zaradi tega, romana Selzaboj, Kena Saro-Wiwe, kenijskega pisatelja, ki je v bistvu ravno mobiliziral ta tedanji nizek status pidžina, ne, da je izpisal tega svojega junaka, neizobraženega pač z dna družbe in tako. In ta prevod je za moje pojme tako lepo uspel, ne, tako lepo je pač prevajalec ustvaril nekaj, kar bi lahko bila pidžinska slovenščina, če bi imela drugačno zgodovino, ne, da se mi je zdelo enostavno škoda, da ne bi postopkov, ki jih je on že preizkusil in ki super delujejo, ki dejansko delujejo na ravni celotnega romana, kar je pač res velik podvig, da tega ne bi, da se ne bi naslonila na to, no. Tako da sem se odločila, da tukaj ne bom preveč izumljala tople vode, to je tudi pojasnjeno v spremni besedi in sem potem ta krasen, že izumljen nov register v slovenščini, pa novo varianto slovenščine uporabila pri Bumi. Zdaj, recimo za karibsko angleščino sem šla v drugo smer in sem se nekoliko navdihovala pri tem, kako se je slovenščina spreminjala v ZDA, ko so jo tja odnesli pač slovenski migranti, kajti tudi Slovenci so kje imigranti. Ne? Zdaj seveda ves ta vidik tega jezika HAFPA pomešanja z angleščino in tako naprej ni bil tako uporaben, ampak so pa eni indici slovničnega poenostavljanja in spreminjanja, ki so se mi zdeli pa zelo uporabni in sem jih potem nekako logično razvila dalje. Od izginjanja dvojine, ne, do recimo izginjanja tega se pri oziralnih glagolih, ne, kar je pač izpričano, a ne, v tem govoru in še nekaj takih posebnosti. In sem potem iz tega zgradila nekaj, kar bi lahko bila, ne, potencialno neka kreolizirana slovenščina onkraj Atlantika, če bi to zgodovino imela. Jaz vedno pravim, da po eni strani seveda še dobro, da nima tudi slovenščina te kolonialne zgodovine, ne. Za prevajanje pa vseeno majčkeno nerodno. Ampak raje se potrudimo, pa kaj še ustvarimo. Ne. Je bil to najzahtevnejši del prevajanja ali je bilo, ne vem, zahtevno to, kako se neka pocestna, urbana, včasih zelo vulgarna govorica meša z neko zelo zborno, kar včasih v slovenščini lahko še posebej nerodno zveni. Ali je bil ta nek ritem, ki se zgosti, sprosti? Kaj je bilo mogoče to, kar ti je vzelo največ časa? Zelo različen odgovor bi bil glede na poglavje, no. Ponekod je bilo seveda veliko tudi pripravljalnega dela, raziskovanja, ne, da ujameš pač, ne vem, to lahko rečem, od
lezbičnega Londona 80-ih let do ne vem tega, kako ja, recimo v Morganovem poglavju, a ne, kako jezikovno izraziti pač to nebinarno osebo, ki dejansko se veliko ukvarja z jezikom, z jezikovnim izrazom za svojo identiteto, ne, tako da se tega nikakor ne dalo ubiti. Drugje je bilo seveda vprašanje, ja, kako konstruirati, ne, ta slovenski prevod, ne, te druge angleščine, ne ene od globalnih angleščin, ampak predvsem ne toliko, kako to konstruirati, ampak kako to dozirati po tekstu. Ne. Zdaj, do katere mere, kdaj je preveč, ne, ker ne gre samo za to, kakšne oblike izbereš, pa kakšne slovnične rešitve ali pa tudi rešitve glede besedišča, ampak kako jih doziraš po besedilu. Ne. Tudi tukaj je lahko ali preveč ali premalo, se pravi, če mora biti ena pasaža zaznamovana, ampak do kakšne mere. Ne. Tako da to je gotovo bila ena od težav, no. Ampak mogoče najbolj spet čist drugega tipa težava je bila pa s tem poglavjem Penelopine, ki mi nekako ne, lik je super izpisan, ne me narobe razumeti, no, samo nisem našla vstopa van. Ne. Ker recimo pri Ami sem zelo hitro ujela njen glas, pri jaz sem zelo hitro ujela, ne, kako naj zdaj ta, dobro, posamezne besede je bilo treba precej iskati, ampak kako natanko naj, kakšen naj bo nek splošen ton, ne, tega, kako govori. Potem recimo pri urbanih teh legah, ne, v okoljih zaznamovanih z imigracijo. Ne. Tukaj sem se lahko lepo naslonila ne samo na sociološke, sociolingvistične vzporednice, ampak tudi na njihovo literarno obdelavo. Lepo odpreš kakšno Vojnovićevo knjigo, ne, če Furije Raus, ali pa jaz sem predvsem zdaj tega zadnjega, no, se vrača, kdo se že vrača? Đorđić se vrača. No, skratka, se upravičujem. In sem pač od tod se navdihvala, iskala kakšne besede, ne, že ko sem brala pač prvič. To sem si začela malo kar označevati v knjigi, ne, kaj bi, pa izpisovati, kaj bi prav prišlo. A bi nam mogoče ponudila še en krajši vpogled bralski v kakšno bolj, ne vem, zahtevno ali pa prevajalsko zahtevno pasažo? Ja, mogoče, če bi res kar ilustrirala z glasom Bumi, pa potem Winsome, no, te različne angleščine, mogoče. Kako pa smo časovno? Izteka se nam čas tega druženja pred kamero. Ker smo še zelo veliko značeno tukaj. Bumi se spominja, kako je njena mama vzela ovijačo in zbežala iz Opola v Nigrovi delti. Po tistem, ko je Bumi in očka Moses zletel v zrak, ko je kršil zakon in rafiniral dizel. Segrevati sode surove nafte tam v močvirju in stati preblizu plamenom, ki jih je terjala ta domača obrt, je bilo nevarno početje. Izdelovati dizel iz nafte, ki je bila le za 2 sodčka oddaljena od odprtega ognja, je bilo nevarno početje. Vsa delta je vedela, a kako sicer preživeti v teh opustošenih krajih, kjer orjaške vrtine srkajo milijone in milijone sodčkov nafte, 1000 in 1000 metrov globoko iz zemlje, da preostanek planeta preskrbijo z dragoceno energijo. Zemlja pa, ki jo daje, je prepuščena razpadu. Ko je Bumi in očka premenil, so za plato zemlje, ki jo je imel v lasti in kjer so pridelovali kasavo in jam, pri belem dnevu vzeli njegovi sorodniki. Bila si mu žena pred izročilom, ne pred zakonom, so vpili na Iatunde, ko so se takoj po pogrebu zgrnili nad njeno kočo. Marš od tukaj, zdaj, to je zdaj naša last. Ne hočemo več, da vidimo tvoja noga tu. Nič nimaš, da počneš v ta hiša. Bumi se spominja dolge poti skozi gozd do hiše starih staršev, ki jo je prehodila z mamo. Svoje imetje sta nesli vsaka v svoji košari na glavi. Tam v mali koči, kjer se je mamino življenje začelo, ju je ded postavil pred dejstvo, da bo Bumi oddal za mož. Brž, ko bo prišla v puberteto. Kmalu bo prava za poroka.
Ta denar od Dota bo prišel prav. Rešil bo veliko na problemi za mene. V moji žepi je suša. Tisto noč je mama rekla, da ne bo pustila, da bi njen oče vsilil svoj tradicionalni način življenja njenemu otroku, tako kot je tudi njej pri 14 sam izbral moža. Naslednje jutro je tistega malo denarja, kar sta ga prištedila z Mousesom, zavezala v ovijačo in prijela Bumi za roko, še preden se je oče prebudil. In zbežali sta pred oranžnimi plinskimi zublji rafinerij, ki so se 24 ur na dan žigali v lažno obzorje 100 in 100 mil na široko. Zbežali pred strupenimi hlapi, ki ti skoraj niso dali do zraka, saj je globok vdih pomenil počasno smrt. Zbežali pred kislim dežjem, ki je napravil vodo nepitno. Zbežali pred razlitje nafte, ki je zastrupljala posevke, pred bolehnimi ribami v čobodrastih zatokih, pred ribiškimi vršami, ki pridajo iz vode zaskorjene z lepko črno nafto. Rarogi, rakovice, jastogi, umrti. Mečarice, somi, grbe, umrti. Barakude, čepe, šnjuri, umrti. Tukaj je nekako to lovljenje res z... ravnovesja med podobo pidžina in enim standardnim jezikom, ki upoveduje v bistvu eno zelo hudo situacijo, okoljski genocid, o katerem je mimogrede rečeno pisal tudi Ken Saro-Wiwa. Pogledava še karibsko. Iz tega prvega odlomka, ki ga imam zaznamovanega za karibsko angleščino, bom samo povedala tole. In sem se po vrnitvi domov na Barbados pridružil nekemu bralnemu krožku in postane bralka. In potem sem imela tukaj tudi naslov pesniške zbirke, ki zazveni v neki karibski različici angleščine in ki je naslov dejanske pesniške zbirke, dejanske pesnice. Tako da tukaj seveda pri tako kratkem žanru, kot je naslov zbirke, je blazno malo manevrskega prostora, kako zaznamovati to. Tako da no. Njena najljubša pesniška zbirka je Jaz sem ženska, ki daleč spominja, Gvajančanke po imenu Grace Nichols. Me ženske, ki smo neslavljene, ki smo neslišane. No, to so pa pač verziji. Tako da, zdaj pa tukaj se pa vidi malo tudi to, kako deluje ta slovenščina cepljena nekoliko na haf pa pu in konec koncev na mojo domišljijo. Dogaja se pa to, mislim, da tam nek v 60-ih letih. In sem pripoveduje, zdaj, ko je že prababica, se spominja nazaj, kako je z možem, karibskim možem, ki ga je pa spoznala v Veliki Britaniji, iskala srečo. Enkrat zvečer smo v vetru sedeli na valobranu in iz umazanega cajtanga jedli ribe in krompirček, tako kot so to jedli Angleži. Ja, kar kremži se, nagražna navada je bila. Poskusila sem ga prepričati, naj neha graditi svoje gradove v oblakih in se vrne v London. Rekel je, Winnie, rad bi poskusil na otočkih otočja Scilly, še bolj južno, ker je tam topleje in mora biti kup dela za ribiče. Clovis, če to hočeš, zakaj ne gremo nazaj tja, kjer smo doma? Winnie, jaz sem odločil, moram da poskusim še ta kraj. Zdi se mi, Rachel, da bi, to pravi Winnie poznaje, če bi bilo to 20 let pozneje, bi ga na mestu pustila. Če bi bilo 30 let pozneje, bi pred poroko živela z njim, razumeš? Zavedala sem se, da sploh ne poznam zares tega moškega, ki hoče, da capljam za njim kot trapa brez lastnih možganov. No ja, sem rekla, otočje Scilly je fletno ime, lahko da je fleten kraj. Pretaknila sem svoje roke v njegove, da bi ga pomirila, da mu stojim ob strani. Gremo pogledat, srček, je odgovoril. Z avtobusi in vlaki smo se peljali ob morju in kadar smo jih zgrešili, smo šli peš. Predstavljajo si nas, Rachel, pred več kot 60 leti, barvanec in barvanka, pozor na rasno terminologijo, ki se razlikuje, ki se spreminja skozi čas, no, še ena od velikih težav pri prevajanju.
Barvanec in barvanka, Clovis 6 čevljev 4, jaz čevelj manjša, v pražni obleki, plašču in petkah, ker sva morala izgledati dostojno, vsak s kovčkom v roki, peš po podeželskih poteh, kjer menda večina ljudi še sploh ni nikdar videla nikogar barvnopoltega. Potem, kako so avti upočasnjevali, da so lahko zijali ali naj obkladali z merljivkami. Spali smo na kolodvorih, če nas v nobenem prenočišču niso hoteli, potovali smo po krajih z lepimi imeni, ki sem si jih zapisala in zapomnila. Lu, Polpero, Faui, Mevagizi, St. Mose, Falmouth, St. Kevin, The Lizard, Mullion, Porthleven. Prišli smo do Penzance, se s tedensko barko odpeljali na otok St. Mary's, največji otok arhipelaga Sele. Pristali smo ljudje pa takoj neprijazni. Kaj neprijazni? Kar sovražni. Kdo so to dvoje človeških opic, ki so prišli na njihov otoček? Vse mesto se je kar ustavilo, ko smo šli po glavni ulici. Pograbila sem Clovisa za komolc in čutila, da se trese. Rabila sem ga, da je močen zame. Ne moreš delati tukaj, so rekli, ko je Clovis vprašal dol v pristanišču. Ne moreta jesti tukaj, so rekli, ko smo stopili v majhen bistro. Ne moreta piti tukaj, je rekel barman, ko smo stopili v pub in so nas vsi gledali. Ne moreta spati tukaj, ker bosta pustila barvo na rjuhah, je rekla ženska, ki je imela na oknu izvesek, da oddaja sobe. Takrat so bili ljudje res tako neotesani in nevedni. Rekli so, kar so mislili in se požvižgali na to, ali so te prizadeli, ker ni bilo nobenih zakonov proti diskriminaciji, ki bi jim to preprečili. Naredite lahko samo eno, gresta stran in ne prideta več nazaj, nam je svetoval policist, ko smo šli pritožiti. Šli smo na trajekt za Penzance, spali pred vrati cerkve, kjer smo zvečer potrkali v župnišču in so zavese zganile, oglasil pa ni nihče. Clovis, sem rekla, povedala sem ti, da nima smisla, zdaj pa gremo lepo ti in jaz naravnost nazaj v glavno mesto, kjer so ljudje bolj navajeni videti barvance. Ne mi govoriti, kaj naj vini, jaz bom sam odločil, Plymouthučem dati še eno šanso, na obali je, vseeno je topleje v Londonu, podeželje ni tako daleč in ko bomo imeli deco, bojo lahko prosto letali okrog kot na Barbadosu, verjemi mi, na vodi čutim, da se bo izšlo. Hvala, Katja. Za trenutek se morava dotakniti tega podčrtaja. Nujno. Malo si že omenila to nebinarno izkušnjo Morgana. V angleščini skratka, Morgan se je rodil kot ženska, najprej uporablja zase oziroma tretja osebna pripoved je najprej ženski spol, glagolske končnice za njega, nato pa s časoma, skratka, se to menjava, ko se Morgan odloči, da se bo samo identificiral kot nebinarna oseba, začneš ti uporabljati podčrtaj. V angleščini, sklepam, se uporablja beseda they, dost uveljavljeno že. Ja, v angleščini se uporablja beseda they. V slovenščini smo s tem družbeno in zato seveda tudi jezikovno v zamiku. Ne. Zdaj se v zadnjih letih se v evropskih jezikih nasploh dogaja eno veliko vrenje, v bistvu tudi veliko medjezikovnih izmenjav in eksperimentiranja, ne, prevzemanja rešitev in eksperimentiranja z njimi, kako bi se v bistvu približali v teh naših visoko ospoljenih jezikih, slovanskih, romanskih, ne, temu, da bi lahko na en primeren način po eni strani, da bi izumili en primeren način jezikovno nevtralnega govora in, spolno nevtralnega govora, in po drugi strani, da bi lahko na primeren način izrazili, tudi jezikovno izrazili nebinarno identiteto. Zdaj, ker gre za eno jezikovno potrebo, ki je ti jeziki ne izpolnjujejo tako zlahka, smo verjetno že tudi zaradi tega, ne, spet v časovnem zamiku, kar pa ne pomeni, da rešitev ni. Pomeni pa, da
katerokoli bi vzela, bi bilo to videti v vsakem primeru dosti bolj radikalno, kot je videti angleški tekst. Že zato, ker se v slovenščini zanašamo tudi v pisni obliki zanašamo na vizualne označevalce, ne? Česar v angleščini ni. Podčrtaj je v bistvu tista oblika, ki se nekje, se mi zdi, v zadnjih 7-8 let vse bolj intenzivno pojavlja v praksi nebinarnih oseb in tudi v praksi zagovorniških organizacij na tem področju, transakcije, pa tudi širših LGBT plus organizacij. In je tudi v bistvu edina taka varianta, pisna varianta v slovenščini, ki je doživela tudi že jezikoslovno obdelavo. Tako da je bil to potem nekako v bistvu edina možna izbira, se je pač pokazalo kot edina možna izbira, ne? Zdaj govorno se oblike običajno izmenjuje, moški in ženski slovnični spol. Jaz sem tehtala sicer, da bi to delovalo lahko v tem tekstu, glede na te govorne ritme, ampak v bistvu sem potem vključila oboje. No? Mislim, da če bi se odločila samo za menjevanje oblik in ne za direkten izraz, ne za direktno uporabo pač te nebinarne oblike, ne bi po eni strani bi se malo potuhnila, bi malo še enkrat potlačila v nevidnost to, kar je že tako ali tako preveč družbeno nevidno, kar bi bilo skrajno nefer, ne, do knjige in do tukajšnjih bralk in bralcev. Bila bi mogoče v nekem smislu z vidika splošne javnosti verjetno varnejša rešitev. No, ampak se mi je zdelo tudi, glede na konec koncev, glede na to, da je sama knjiga v bistvu ena radikalna, feministično vključujoča gesta, ne? Poleg tega, da je pač velika umetniška gesta, ali pa ravno zaradi tega, ker je velika umetniška gesta, je tudi tako učinkovita feministična gesta, bom tako rekla, se mi je zdelo, da je to povsem v duhu, ne? Tega, kar ta knjiga počne, ne? Tako da na koncu je pristal notri ta podčrtaj in če bo to za nekatere ali pa verjetno za mnoge bralke, bralce prvič, da ga bojo videli, pa tudi ni nič narobe. Sem pa ravno zato, ker vem, da je stvar še precej nova, tudi pojasnila v spremni besedi, pa tudi zato, ker seveda ni niti slučajno možno predvideti, kaj se bo uveljavilo pri nas oziroma kaj se bo kot neka najbolj razširjena možnost pojavljalo čez 10 let ali pa čez 20 let. Nekaj bo zdaj, ali bo to podčrtaj, ali bo kakšna čisto tretja stvar, ki si jo zdaj še ne predstavljamo, ne moramo napovedati. Tako da tukaj je pa tudi tveganje, ne, da stvar zastari. Ampak kaj ne bi sicer čakali 50 let na to, da prevedemo to knjigo, spet ne fair do knjige in do bralcev. Kako Girl, Woman, Other je originalni naslov. Gotovo si kaj preverjala, kaj pa drugi jeziki močno ospoljeni, kako prevajajo, kaj je ta naslov? Francoščina ima srečo, da je otra pač v obeh spolih isti, tako da se s tem sploh ni bilo treba ukvarjati. Portugalščina ima otraž, se pravi, ima množino ženski spol, kar se mogoče nanaša tudi na to, da sta pač dekle in ženska kot družbeni drugi, ne. Čeprav nikakor ne bi mogla reči, da je portugalska prevajalka, oziroma zdaj jaz vem za brazilski prevod, no, da je zanemarjala, ne, pač te vidike spolno nevtralnega jezika in jezikovnega izražanja nebinarnosti, nasprotno. Mislim, kolikor sem jaz brala tudi o tem prevodu, je to tudi naredila zelo pozorno. Za druge jezike pa potem že nisem čisto prepričana.
Jaz sem sicer veliko tudi razmišljala o tem, kaj s tem drugim narediti, ne zdaj, ali je to drugo kot tisto, kar lahko obkljukaš na obrazcu, ne, pač za spol, ali so to družbeni drugi in druge, ne, ali so to zdaj... Skratka, potem sem na koncu to vprašanje tudi poslala avtorici in ja, seveda se nanaša tudi ravno na spolne manjšine in ko enkrat to veš, pač nimaš spet druge izbire, kot da to vpišeš v sam naslov. Če počasi skleneva, kaj bo ta roman prinesel bralcem, slovenskim bralcem, ki bodo rekli, pa saj pri nas ni črncev, pa pri nas ni nebinarnih teh ljudi, pa skratka, to ni naš svet. Ja, to je naš svet. To so naše evropske družbe, ne, ki so dedinje te kolonialne zgodovine, tudi mi smo dediči te kolonialne zgodovine. Tudi mi smo vpeti v ista globalna razmerja moči, samo na nekoliko drugi lokaciji, v iste globalne mreže migracij, ne, katerih poti še vedno v veliki meri določajo pač te kolonialne zgodovine. To je naša celina, to je naš svet, konec koncev, tudi če ni naša celina, ne, ampak in tudi to, ne, da v Sloveniji pa teh manjšin ni. So, ampak problem slovenske družbe je v tem, da je po eni strani sicer je homogena, ampak samo dojemanje naše družbe je pa še bolj homogeno, kot v resnici je. Skratka, vse, ki niso videti kot da so tu že od nekdaj, ali pa vsaj od praslovana, ne, avtomatično pač nekako izključimo sami pri sebi iz te kategorije slovenska družba, ne, kot da so tujci. Pa to ne drži. Konkretno, kar se tiče pač afriške diaspore, ne, seveda imamo tukaj zgodovino stikov, ki se začne v tej svoji sodobni iteraciji z zgodovino neuvrščenih, zgodovino študijskih izmenjav, potem so ljudje seveda tudi ostajali tukaj, si ustvarili družine, rodila se je nova generacija, ki se je rodila v Sloveniji, ki jim je slovenščina materni jezik, zdaj imamo že tudi tretjo generacijo, ne, se pravi, kaj so to niso Nigerike, Senegalci ali pa mogoče se identificirajo tudi ne kot to, ampak vsekakor so Slovenke, Slovenci, so ljudje, ki živijo v tej družbi, ki ustvarjajo v tej družbi, ne. Prva beta bralka v bistvu prevoda prvega poglavja, ne, se pravi Ame kot gledališke ustvarjalke, ki deluje v evropski družbi, je bila Maša Kagovo-Knez, gledališka ustvarjalka delno afriškega porekla, ki deluje na slovenski sceni, ki je pač rojena tukaj, ki je Slovenka, ne, ki je ravno tako označena pač z svojim videzom kot druga, kot ti pa nisi od tukaj, odkot pa si res, ne. In v bistvu je po svoje je kar grozen, ne, da je rekla, ja, točno to, ne, ko je to brala, pač to prvo poglavje, ne, točno to. In enaki odzivi so prihajali iz Francije in pač iz drugih evropskih literarnih prostorov, ker je bila ta knjiga tudi že prevedena, ne. In mislim, da je tudi to ena dodana vrednost, ne, da se začnemo zavedati, da mogoče pač neki deli naše družbe, ki tukaj so, ne, pa jih sami zase nekako odrivamo v nevidnost, ne.
da postanejo mogoče vidnejši, da se zavemo, da konec koncev ja, živimo skupaj, sobivamo skupaj, upleteni pač v te iste zgodovine z različnih koncev, upleteni v podobne družbene procese, v podobne družbene percepcije, v primerljive večkrat ne tudi diskriminacije, ki jih sploh v zadnjem času pospešeno na novo uvažamo v Slovenijo, ne? Kar se tiče ravno nekih rasnih predsodkov. Tako da absolutno je knjiga relevantna tudi za ta prostor, tudi v tej svoji dimenziji, ki se zdi na prvi pogled nekoliko tuja. Ne? Da ne govorimo o tem, da je knjiga pač še o marsičem, konec koncev jo lahko beremo kot roman o materih in hčerah, jo lahko beremo kot roman o spreminjajočem se odnosu do feminizma in spreminjajočih se definicijah feminizma. Skratka, ogromno enih rdečih osij, ki si jih lahko začrtamo v branju. No? Najlepša hvala, Katja, naj bodo to zaključne besede. Čast mi je bil ta pogovor. Enako. In zelo se veselimo tvojih nadaljnjih prevodov.